Živijo, jaz sem Peter in dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se potepamo pa po Gorenjski. Ja, današnji plan je obiskati ene par slapov. Za začetek grem tlele ob Savi dolinki, pa po eni brezpoti oziroma lovski potki gor, pa potem do Belega potoka, zdajle ga bom prečkal, tale Beli potok. In gor so slapovi Belega potoka oziroma belopotoški skočniki. Pol je plan iti čez Rutarski Vršič, mislim, da je vrh, in se prek njega začeti spuščati v krožni turi nazaj dol mimo Martuljških slapov v gozd Martuljk in nazaj semle na izhodišče. In to je ta tura in verjamem, da bo super. Gremo v akcijo. Lahko greste tudi ne tako kot jaz po strugi gor, ampak tukaj do semle po poti, pol pa tukaj treba prek struge. In tukaj se pot nadaljuje. Tukaj in pol tudi nazaj prišel po tej poti. Zdaj pa z te poti, pa kmalu zatem levo zavijemo, gre še ena pot in temu ne bi zdaj sledili gor proti skočnikom. Sem se pa enkrat tukaj že potepal, sicer v družbi Martine pa Aleša. Smo hoteli tele skočnike iti pogledati, pa smo malo zgrešili in smo šli skozi gor ob strugi. In smo sicer prišli do enega slapu, prvega na Belem potoku, ampak pol naprej si ni dal več. Oziroma lahko bi pol pač po brezpoti gor naprej rinili, ampak smo se takrat pol odločili, smo šli pol še na Ferato Mojstrano, tako da lahko si tudi tisti pogled, ali pa bom delil desno gor, tisti video, tako da si lahko tudi ta prvi slap pogledate. Pa zdaj tudi vse, oziroma vse tiste, do katerih bom lahko prišel, oziroma jih lahko posnel višji gor. Tukaj je kar nekaj časa bo oranž strn klanc, tako da ne se preveč zagnati. Tudi jaz se ne smem preveč zagnati, da nam preveč zari po obraz, pa da mi lahko še pove, tukaj spotoma. Je kva, pa hitro se ogreješ, pa se treba sleči. Nič, gremo naprej. Prvi postanek sem malo razgledal. Lep pogled na Kranjskogorsko komunalo. Ja, nič ni tle, klopca, malo razgledam, pa gremo kar naprej gor. Je pa gozd, je pa ful lep. Zaenkrat je pa potka tudi čist res enostavno sledljiva in tudi kar precej dobro hojena. Kar sem tudi pričakoval glede na vse objave, ki sem jih v zadnjih letih zasledil glede teh belopotoških skočnikov.
To je pa bližnjica k potoku. Tukaj pod mano je zdaj po mojem, da ta prvi slap. In pol taka ozka soteska rata. V glavnem, jaz kar nadaljujem naprej. Takele tur ob potoku oziroma po slapovih so mi všeč pa tudi zato, ker je veliko vode. In ti ni treba skrbeti, koliko imaš vode s sabo. A slišite kaj? Kmalu po prečkanju potoka se sliši glasno šumenje, tako da to ponovadi pomeni, da je slab. Pojmo pogled. No, zdaj sem pa na telem razpotju potokov, kjer gre en levo, en pa desno. Na obeh straneh sta pa slapova. Bom malo pogledal, ko bom to čim lepš posnel. Ampak to šumenje vode pa ta mir tlele. Človek bi lahko tle bil. Neki cajta. Kljub temu, da je tukaj bilo ful lušten, grem pa naprej, ker bo še nekaj takih placev. Ni bilo prav dolgo treba čakati, ne, do naslednje takele točke. Grem naprej. Hudo je. Tule pa tudi že prvi razgled. Tukaj se pa tudi slapovi začnejo. Kakšni razgledi, ne? Moja pot gre sicer po gor gledano po desni strani Struge naprej, ampak mislim, da je tlele še eno razgledišče, tako da prečkam Strugo, pa se malo dol spustil. Mislim, da pridem do enega razgledišča še na slab, ker sem ga prej malo slabš posnel. Tukaj je izvir drugega potočka, pa čez par metrov so pa že slapovi. Že tako malo težji dostopen teren je narava naredila še težje dostopnega. Ko pa to? Ampak je dober pogled, a? Kar malo strašljivo. Kakšne stene, kakšne lepe gladke. Ja nič, zdaj pa proti Vršiču, pa ne prelazu. Še prej treba pa tale Mikado preplezati, pa se prebiti ven iz tega. Ob takem izviru, pa tudi če imate polne zaloge vode, se splača tankati. To lepo bilo, a? Sem nazaj pri palcah, pa gremo naprej, ne? Še malo razgleda.
Glej, gamsi, ko ga pičita. Takole izravnave vmes pa zelo prav pridejo, da mu sapo ujameš. No, še enkrat so prav prišle dolge noge. Upam, da se je uspel slišati ta mir pa ptički. Kljub temu, da je res veliko podrtih dreves, se da poti kar dobro slediti. No, po mojem, da nisem prav hodil pod vrhom, je pa tlele še en studenček pa klopce za počitek. Jaz bom pa kar naprej mahnil. Da se pa počasi že vidi, kot da nekam prihajam. Kakšna krasna jasa. Ja, malo imam še do vrha. Tukaj se pa res po koncu postavil. Evo ga na grebenu, pa pogled proti Gozd Martuljku. Ja, tako kot v večini primerov tudi tle gre pot po grebenu, ne. Tako da če se malo nižji kaj izgubite zaradi podrtih dreves, na desni strani je en greben in tukajle je ful luštna potka. To pa verjetno to. O, kakšna scena je. Dobrodošli na 1699 metrov visokemu rutarskemu Vršiču. Kaj pa tale panorama. Super pogled na Gozd Martuljk, pa srednji vrh, od zgoraj pa planina Vošca, kjer so bila z Martino nedolgo nazaj. Pa naprej greben Karavank. Tole je Špik, ta špičast. Pol so po mojem da Ponce Martuljške. Pa ne vem, a se tamle tudi oltar vidi. Možno, da je. Tole je verjetno Dovški križ, tle je direkt za drevesom. Pa Kukova špica, pa čisto levo, se pa ne vidi, je pa Vrtaško Sljeme. So storžki tole. Saj jaz sem za vas se malo povzpel, da vam še tole panoramo pokažem. Še enkrat. Ja, tole zadnje je Vrtaško Sljeme.
Seveda še selfie z vrha. Tukaj luštam tle gor. Mi je res tili borovci, pišu, ne borovci, macesni, koliko so neverjetni, kakšne oblike. Pa glih tele mehne igelce imajo, nore. Ampak sonček se malo skriva in pol kar hladno rata, tako da bom počas krenil proti Martuljškim slapovom. Pa da vidimo še to. Aja, pa hvala, odlično, .si za spet odlično malico. Sam malo nižji se spustim, pa že taka lepa zelena barva. Tukaj sem pa zdaj v pragozdu. Zdaj sem se kar malo spuščal po feelingu dol, sem pa prišel nad malo bolj strma pobočja, pa vidim, da bo mogel iti bolj levo. Drugače je pa tudi tle lepotka, lepo sledljiva. Sam tam, ko so podrta drevesa, se moraš malo ustaviti pa pogledati. Jaz pa tega nisem, pa sem pičil kar dol, ampak sem polk malo videl, da bo treba bolj levo. Zdaj sem pa v deželi balvanov. Strugo je treba prečati, malo nižji se pa že voda sliši. Zdaj, glede na to, da nisem na drug stran struge in videl nobene potke, grem zaenkrat kar po strugi. Tukaj so pa prijazni ljudje postavili možice, tako da se vidi, da se gre tukaj čez, tam se pa tudi že potka vidi. Tam dol se verjetno začnejo Martuljški slapovi. Bomo videli, če se jih tudi kje da vsaj malo videti. No, ta pot je pa očitno že markirana. Celo male klinice, tukaj po skalah. Kar kul, a? Tamle spodaj se vidi Ingotova, ne vem, Kočar, ko se že reče. Telih slapov se pa nič ne bo videli tlele. Bomo prišli direkt na zgornji Martuljški slap ali Martuljkov. Tukaj se zdaj kar hitro spuščam, pa tudi pot je zelo lepa. Lahko malo nižji damo, ne. Pot je zelo lepa, je pa kar na nekaj mestih z jeklenico opremljena, tako da ni nobene panike. Itek, še malo preden sem prišel na tole pot na razpote, ki gre desno za Martuljkov, zgoraj Martuljkov slap, sem videl turiste, tako da tukaj do sem boste zelo verjetno sami, tukaj naprej pa zelo verjetno ne boste sami. Ampak kljub temu, če še niste bili na Martuljških slapovih, si kar dajte eno opombo, moram videti, ali pa želim si videti. Tukaj pri jeklenicah bom odložil svoje palce, seveda nekam tako, da ne motijo morebitnih pohodnikov, pa gremo pogledat.
Tam je čist na vrh gor, smo bili pa prej. Zdaj do sem pot ni pretirano zahtevna, je verjetno markirana kot zahtevna, ampak tukaj naprej je pa mogoče markirana kot zelo zahtevna, ne vem. V glavnem, spet je male klenice, evo, bom obrnil kamero. Takle strm vzpon gorje, no. Nič kaj tazga. Ampak je veličastno slab, da bi pa vse videli, to bi bilo pa sploh noro. Ja, nič, kljub temu, da je tle zelo lušten, bo treba dol. Grem pa mimo Ingotove koče, pa dol proti Gozd Martuljkov. Oziroma, ja, pa valjda gremo še spodnji Martuljkov slab pogledati. Palce me še čakata, pa gremo naprej. Proti Gozd Martuljku. Tukaj se gre pa tudi za Ak. Tukaj si pa lahko mislite, da bo zdaj avtocesta. Kar nekaj vetroloma je bilo tlele v zadnjem času. Grem še k kapelci, pa tako, kot sem rekel, mimo Ingota, pa v dolino. Čaka nas malo izziva s prečkanjem, ampak mislim, da ne bo problema. Tole je kapela Marije Snežne. Pa še ena spominska plošča. Tukajle pred nami je pa, ne vem, je lipa. Mama lipa pa, mislim, da 7 hčera. Bom od bližje pokazal. Se mislim, da lepš videl. Evo, kakšen lep šopek. Lipa je, oziroma so. Kakšna krošnja, Tukaj pa med vikendi zelo živahno in se lahko stavite na kakšni malci, pa tudi seveda na kakšni pijači. Tukaj je pa že prava rečica. Zdajle se pozna, ker je še veliko snega v hribih in se topi. Gremo dol z vlake, kmalu bomo šli pa tudi že desno proti prvemu Martuljškemu slapu. Razpotje, ki sem ga napovedal, in gremo proti prvemu slapu. Piše še 10 minut.
Tukaj vam mogoče še najbolj veličasten pogled. Tale pot mimo prvega slapu, pa po mojem tudi drugega, je primerna tudi za otroke, tudi manjše, če tam tudi 5-6 let stare, seveda, če znajo hoditi, če so malo skoordinirani, da niso skozi za televizijo pa telefonom. Drugače pa lepo uhojena pot, no, nič kaj takega. Je pa seveda treba biti pozoren, tako kot na vsaki planinski poti. Evo, dežela Možicev. Tole pa tudi že napoved, da smo v bistvu že dol pri cesti skoraj. No, do tukaj se lahko pripeljete tudi s kolesi, zdaj pa vmes kar tukaj po desni strani pičil proti izhodišču. Če bi šel pa levo čez most, bi šel pa proti Gozd Martuljku. Smo pa na cesti, nekaj malega peska. Sem pa spet na pešpotki. Treba pa malo višji iti. Voz je Sava Dolinka naredila. Oziroma ni ga Sava naredila, ampak nas je primorala, da se ga naredi. Tako, moj krog je zaključen, zdaj pa še do avta, pa mogoče, če kakšen tolmunček najdem, da se še ufrišam. Ja, še zaključek je ostal, ne? Tako čist ufrišan, to je res za piko na i. Ful lepa tura. Dolgo že nisem šel takole slapove ogledovati, sploh pa ne takole mogočne in tudi nekatere tudi kar odročne. In zelo sem užival, tudi tale Rutarski vršič je zelo, čeprav nima nekega hudega razgleda, ampak je vse tako s temi macesni, tak prav poseben vrh. Užival sem s to na uro. Poti je za okoli 6 ur baje, nisem se nič štopal, ampak tako na kamutu prav. O poti sem že veliko mest povedal, drugače vse podrobnosti bodo dol v opisu videa. Mogoče še tole, ja. Zdaj sem na Buy Me a Coffee sem začel zbirati prispevke oziroma donacije, ker nameravam letos nov dron nabaviti. Tale je že, baterije so precej znucene in se ne splača novih kupiti, tako da sem se odločil, da bom drug dron kupil. Stal bo približno Jurja 300, tako da če bi radi še malo lepše posnetke, malo lepša ločljivost, malo boljše scene in take stvari, pol ste dobrodošli, da prispevate. Drugače pa imejte lep dan še naprej, hvala, ker ste ostali z mano do konca. Pejte v naravo, radi se imejte, lepo se imejte, pejte, kdo živite. Se kmalu vidimo. Čau!